drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam samo. To za Lukežu razmišljam. Moramo difinditi naš jezik. Tako je jev župan Srednjega, kar je Zlavja Viva, predstavlja tečaj nediškega za učitelje. Je jev, da je tole napisal svoj program 5 let od tega, ande se do nas čudi, da je ribu, ja tako, ako bi jev on, tar kaj reči narediti. Ben, te vidimo malo, koga je difindu, prva reč, ki je naredil, je uničil burnjak, za tist, ki so ga pretrunali, je bil preveč po slovensko. Potle je izdal pruz Zlavjo Vivo. Ja, jo moramo klicati tako, po italijansko, zak nima adnega imena po nediško. Samo numer časopisa, žurnal, ki bojku difindit neki, je napadel Slovence. Je nimar volil, votu, prot dvojezičnemu imenu Horske unije nediških dolin. Dvojezično italijansko nediško, čeprav nekateri komunisti ga kličejo šele slovenski, ko se je klical naš jezik. Dokler Adam, ki nje nanča lingvist pa učitelj glasbe, se nje izmislil ali popensu telo ime. Sada, ki se kandidira še enkrat za šindaka, čez za mesec, bi lahko vse tole dodal, aggiungil v program. A ja, tudi je Šenku 2300 evrov od sudu zakona za slovensko manjšino, vedno prijateljem Zlavje Vive, za nareditelj tečaj za učitelje, kjer že med prvo lekcijo so lepo razložili, da nediško nije slovensko. Prav Šindik Veneto tam je jav, da več ko marza vojska, fašizem, italijanska asimilacija in tako naprej, tel naš jezik trpi zaradi tistih, ki rečejo, da je slovensko narečje. Bi bili mi, ki tel naš jezik ćemo braniti več ko difindit. Da ćemo dati našim otrokan priložnost, da se učijo slovensko, in predvsem ne sopratut resnico, in ne take kaštronate, kude tle smo Sloven, a ne Slovenci. Pa ne zak smo hudobni. Ja, mahar, jaz sem tudi hudoben, ma ni za to. Še bo enostavno, ali simplič, zak tela teorija je brez logike. Ja, naprimer, če mož tle je Sloven, a žena je pa Slovenka. A v Sloveniji? Tudi. Ali ki nam čejo reči, da v Veneči možje so od nega naroda, a žene od drugega. Ok, na tako kočeta. Pa meni se zdi, da bojko difindit naš jezik, difinita tisto italijanissimo politiko, ki nas je pripeljala v tako hudo stanje in ki več kot fašizem in vojska je škodila naši kulturi. Težke besede, ki mi kradejo srci, človek se zmede, ko ne ve več, kam naj gre, se rišejo spomini, vsak korak naprej pozna. Ta teden se vrnemo na 2 dogodka, ki so se hajali zadnje dni meseca marca. Prvi je obisk videnske prefektinje na vabilo pokrajinskih odborov SKGZ in SSO in zato smo slišali
Đorđa Bankića, pokrajinskega predsednika SSO, in Luiđo Negro, pokrajinsko predsednico Slovenske kulturno-gospodarske zveze. In na drugi dogodek, ki je bil v Slovenskem kulturnem domu v Špetru 21. marca na Svetovnem dnevu poezije. Tisti dan smo se srečali z Margarito Tružnjak, ki je organizirala večer za Kulturno društvo Pobere, Kulturno društvo Rečan in Inštitut za slovensko kulturo in s pesnico Silvano Paletti. Rekel mi vedno, da je čas pozdravić na srce. Do nas je prišla na obisk v Špeder gospa prefektinja z Vidma, gospa Delfina Providenca, z nami sta Đorđo Bankić in Luiđo Negro, predsednika od SSO in od Vidinske pokrajine, ki so jo povabili na obisk dvojezične šole in tukaj v Špetru, v Slovenskem multimedijalnem muzeju, se konča nje obiske pri nas. Kaj mislite, kako ocenite, kaj ste ji predstavili? Kdo začne, Đorđo? Ja, prefektinjo smo povabili, ko smo bili sva bila v Vidne, pred kratkim smo jo povabili. Nas je zelo prijazno sprejela, nam je odprla vrata prefekture in je takoj sprejela naše vabilo, da pride gor. In je rekla, da prvi dan, ki je bila prosta in bila fraj, se je vzela čas, da pride gor. Najprvo seveda, ki je tudi naša prva skrb, je dvojezična šola, ona je šla obiskat dvojezično šolo skupaj z direktorico Živo Kruden. Poznala je problem, o katerem smo govorili, že mi v Vidne. Ona je svetovala, naj bi za zdaj vzeli, prijeli tisto priložnost, ki jo imamo, da bi postrojili staro šolo, medtem ko za naprej iskati druge rešitve. Tle pa na inštitutu smo ji prikazali našo delovanje, našo realnost, naše probleme in pričakovanja. Smo ji izročili tudi dokument, v katerem smo ji našteli, kaj želimo, kateri so naši problemi, katere so naše težave. In predvsem smo poudarili probleme šolanja naših otrok, slovenskega, dvojezičnega in trijezičnega v Kanalski dolini. Smo našteli še druge probleme, ki zadevajo uresničevanje zaščitnega zakona, tako da mislim, bo imela pogled na vso našo stvarnost in naše pričakovanje. Luiđa? Ja, kot je naša navada, ko se spremeni prefekt v Vidmo, ponavadi vprašamo za en sprejem, tako da imamo možnost se predstaviti in predstaviti seveda naše problematike in tudi naše želje. Tako kot je rekel že Đorđo Bankić, je lepo nas prijela v Vidmu na prefekturi in smo svoje povabila, ne pride gor, tako da bo imela priliko še boljše spoznati to, kar delamo in to, kaj si želimo in težave, ki imamo. Torej, mislim, da je bilo to prav, ker smo videli, da je nas poslušala in je dobro sprejela to, kar smo jo vprašali.
Torej, tu danes je imela priliko spoznati problematiko dvojezične šole in tudi razne druge aspekte, ki smo ji predstavili in smo potem tudi na koncu dali en dokument, kjer je tu vse napisano. Kot sem rekla, skrb naše organizacije, vsi nas mislim, vse naše delo je usmerjeno v to, da damo eno bodočnost našim ljudem, ker vemo sami, kako živi naša skupnost v naših vaseh, v naših dolinah. Vemo, da vsi bi želeli eno lepo bodočnost za vse nas, za naše mlade, za otroke in delamo v to smer. Seveda ni lahko, pa bi si res želeli, da bi imeli naši ljudje eno priložnost, eno možnost ostati na svoji zemlji. Danes, 21. marca, je svetovni dan poezije. Z nami je Margarita Tružnjak, ki je med organizatorji velike pobude, ki jo bomo imeli na Slovenskem kulturnem domu tle v Špjetre. Margarita? Ja, danas je dan poezije, in že puno let, kot čezmejno društvo Pobere, organizavamo kjerk na telovečer. Do sada je pa šlo nimalo tjedne, zapada prav dan 20. marca, kar pride. Do nas, ki je petak, upamo, da pride malo več ljudi kuponavat. Namen je govoriti o poeziji, prebirati poezije, in naš poseben namen je tudi, da bomo poslušali poezije v več jezikov. Sad smo povabili za nocoj pesnike iz Furlanije, Italijane, iz Posoča, naše Benečane, tako da jih bo njih 20. In tole letos organizavamo kot Pobere, društvo Rečan, in Institut za slovensko kulturo. Nam prebereš kako poezijo, nam posvetiš kako poezijo na današnji dan? Jaz na co sem mislila odprijati z novo poezijo od Srečka Kosovela. 18. marca je bila obletnica 120-letnega rojstva. Po Sloveniji so puno tole praznovali, pri nas mora biti se manj tole čulo. Mene stoji pri srcu ten pesnik, in tako bi začela z no poezijo kratko, ki je Človek pred zrcalom. Sivi človek strmi v zrcalo in se gleda. Sivo zrcalo, sivi človek. Sivo je vse. Ti, jaz, ti. Laži jaz, a resnice ni. Zdaj gremo k Silvani Paleti, ki je prišla dol z Rezije, do nas za dan slovenske poezije. In nam tudi ona posveti eno poezijo za tele dan. Sigur. Imam pa kaj lepa za reči. Ja, gremo z te doline Rezije. Vemo, da kako so težke probleme tu v Reziji. Vemo, da Rezija je teme gorame. Da ni vodjana na ravnino, na je zadjana na vsake kraj. Ta ure svita je, a je, teja je. I tako, ne vem, če vala je to poezija, mne to me parjalo još rećet. Nas je din, tako kad bi rečeta, da svetovni dan, mundialni svetovni dan o poeziji, kako to lepo, da glas po vsem svetu. Si mislim, da i sa poezija mora biti uvezana na vsem svetu, tukaj ljudje težko živijo, težko dobrano za živeti, pa gremo djo, tako ne je. Težka podoba od človeka, la problematica della nostra identità, kar je čas se baran, da čija si. Velikokrat se vprašam, kdo si, ko prostora ni, se ne nalažem. Romunin,
govorim, koran od naših ljudi podobe ni dobin. Romunin da jezik, като je teško je kapiti, težko je razumeti. Meje ni več. Prosti ljudi, korakajmo naprej. Meje v glave še redijo črne sence, branijo živeti v rast, delati v kop. Vsak sam korakat. Grob se ne odveže. Človek se prodaje, se meni, se skriva, se boji, muči. Globalizacija, instrumentalizacija, situacija, šahte kojmul. Ko me manjka to v roke, kruh, pamet, to mora biti grozno. Koran od naše podobe se šuši. To te prekleta dolina, ki sonce jih ne dobi, koran od naše podobe štile ne cveti. Iz Nediških dolin. Kao v poeziji. Je cajt do 22. aprila, da izročite poezije za mednarodni konkurs Kao v poeziji, katerega tema je letos enkrat je bil Beli list. Odprt šolarjem osnovnih in srednjih šol, odraslim in študentom višjih srednjih šol. Premiacion bo na Kalu nedeljo 18. maja ob 3 popoldan. Info www.comune.pulfero.it. Stare pirhe Starčmuna a Rovedišča na ogled od 11. aprila do 11. maja na fotografijah v Beneški galeriji. Društvo beneških umetnikov, Inštitut za slovensko kulturo, Kulturno društvo Ivan Trinko v sodelovanju z društvom Kobilja glava vabijo na otvoritev razstave Pirhe, ki bo v petek 11. aprila ob 6:30 zvečer v Beneški galeriji v Špetru. Na ogled bojo fotografije pirhov, ki so bili narejeni na Starčmunu in Rovedišču v začetek 20. stoletja, a jih hrani Slovenski etnografski muzej v Ljubljani. In na letošnjem sejmu beneške pesmice jo čut an tvoj glas. A se spomnite, da letos novembrja se varne senjam beneški pesmi? Pomembno inicijativo že več kot 40 let organizavajo pri Kulturnem društvu Rečan. Besedila in glasbo je treba pošljati pred, ko se more. Zakon letos napravijo brošuro na CD. Zadnji rok, termin, pa je 31. maja. Tist, ki chce sodelovati, naj se loži v stik z Davidom Tomazetičem, Dortih, ali pa Aldom Klodičem, Tetolenjem. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lep pozdrav iz Benečije.